Torej, avtentičnost in v bistvu, kaj to pomeni v življenju. Avtentičnost je pot, ki nas vodi k samemu sebi. Se pravi, to je tisto, kar rečemo, da iščemo sebe, ko se vprašamo, kdo pa jaz v resnici sem. In ko se vprašamo, kdo jaz v resnici sem, se začne ta naša pot, po kateri hodimo. Tisto, kar mi nismo, mogoče je to včasih celo lažje povedati, tisto, kar mi nismo, tisti del osebnosti, ki je prevzel slabe navade, slaba prepričanja, negativna prepričanja, tisto, kar so nam privzgojili starši sicer v dobri veri, da nam bo pomagalo, pa nam v resnici ne, ker so bile njihove nerazrešene zadeve. Vse to se nekako nabira. In tudi tisto, kar dobimo skozi proces odraščanja od ljudi, ki so okrog, se pravi od vseh ljudi, ki so okrog nas, od tete, ki reče kaj pozitivnega ali pa kaj negativnega, so določene stvari, ki nam pomagajo, in je veliko stvari, ki nas običajno zavirajo. In avtentičnost je ta proces iskanja tega, kaj je pa resnično naše. Se pravi, kaj je tisto resnično naše, kar je duša prinesla v to življenje, v to utelešenje. Zdaj, nekateri boste mogoče rekli, okej, ne, kaj je zdaj s to dušo, in eni jo priznavajo, eni jo ne priznavajo, ampak pač jaz se jo toliko zavedam tega dela sebe, svoje duše, da enostavno je to zame dejstvo. In zdaj, če nekdo ne verjame tega, ne, pač njegov problem. To ne spremeni dejstva, da smo vsi duše, ki smo prišli na ta svet v bistvu zato, da nekaj naredimo, da neko tisto misijo, neko poslanstvo, nek namen izpolnimo. In vse, kar se je potem dogajalo, ne, se pravi tisto, kar duša prinaša s sabo, modrost iz prejšnjih življenj, izkušnje iz prejšnjih utelešenj, vse tiste stvari, ki duša prinese s sabo, vključno s tem, kaj se je prišla naučiti v to inkarnacijo, v to utelešenje, to je tisti del, ki ga običajno iščemo. Vse ostalo, kar smo se naučili skozi vzgojo, skozi izobraževanje, skozi v bistvu naše lastno razmišljanje kot tako, razum kot tak, je del osebnosti in zato v bistvu običajno duši malo, dajmo reči to v narekovaju, nagaja. In ne dovoli, samo da zdaj vidim, če ste, mislim, da ste zdaj, evo, če dam še enkrat osveži, nimam danes pomočnika, evo, tako da ne morem videti komentarjev sproti. Ja, super, dela. Tako da odkrivanje tega našega bistva, ki ga predstavlja ta naša duša, ta naš notranji jaz, višji jaz, kakorkoli že temu rečemo, to je pot, ki pelje v avtentičnost. Kaj je res naše in kaj ni privzgojeno, kaj ni pridobljeno. Tako da v tem kontekstu se stvari potem lahko odvijajo čisto drugače, ker se naučimo odzivati tudi na zunanji svet, namesto da bi reagirali iz tistega nezavednega. Namreč večina stvari, ki se jih naučimo in spoznamo v tem življenju, skozi odraščanje, vzgojo in to, kar sem omenila, gre v nezavedno. In ko se mi soočamo s situacijami, se pravzaprav sprožijo te vzorci v nezavednem. Tako da en zelo majhen del tega našega življenja mi živimo iz zavestnega dela. Ko pa se enkrat začnete ukvarjati sami s sabo, ko začnete iskati odgovore na to, kdo sem jaz, zakaj sem tukaj in kaj sem prišla početi ali pa prišel početi, takrat se pa dejansko začne odkrivati, kaj vse je tam zadaj. Kaj vse je v nezavednem. In
spoznavanje nezavednega pač ni nemogoče, ampak zahteva veliko dela. Zato se tega ne loti veliko ljudi, ker zahteva cel kup ene predanosti, je naporen, ker pridejo stvari, za katere smo mislili, da smo jih že predelali. In tisto, kar se zgodi, je, da se kadar v tem primeru, kadar se je zgodilo nekaj neprijetnega, recimo, je razum, ki je tukaj zato, da nas ščiti, rekel, okej, zdaj pa to je situacija, ki se ne sme več ponoviti, ker ni prijetna, ker se z njo ne znamo, ne vem, nismo znali čustveno soočati, ker nismo znali odreagirati na pravi način ali pa se odzvati na pravi način, je boljše, da se to ne ponovi več. Ampak ko se pa čez veliko let spet lotimo te enake situacije, smo se pa mi ta čas že kaj naučili. In se lahko lotimo tega na drugačen način, z drugim znanjem, z drugim zavedanjem in je zato veliko lažje. Tako da del tega odkrivanja, ne, in če smo ta neprijetni dogodek ali pa nekaj neprijetnega dali tja nekam odzadaj, ne, ko se spet odkriva nezavedno oziroma ko se lotimo te poti, šele vidimo, oziroma se spet to pojavi in takrat šele vidimo, a smo sposobni to spet zdaj predelati ali ne. Seveda, če imamo pomoč, je veliko lažje, ampak mi smo zelo tako fajn, da mislimo, da moramo vse sami. Tako da avtentičnost kot taka, a ne, je dejansko odkrivanje tega, zakaj reagiramo tako, kot reagiramo, a je to v skladu s tem našim višjim zavedanjem, z našim višjim jazom, z našo dušo, ali je to nekaj, kar je čisto v bistvu privzgojeno, kar smo pobrali od svojih staršev, prednikov in tako. Tako da to področje je zelo, zelo široko tudi. In širina tega področja marsikoga tudi prestraši, da se ne loti ali pa nekako da tisto, no, mogoče boljše, da se stvari ne odvijajo, ker takrat se nisem znal s tem soočati, mogoče se zdaj tudi ne bom in tako. Tako da pomembno je to, da smo tukaj na tem svetu zato, da se učimo, da naša duša dobi spet neko novo izkušnjo. Veliko se govori o karmi, o tem, da se karma zaključuje. To pomeni, da se stvari peljejo na en drugačen način, da se pucajo za nazaj. In veliko žensk, ki pride k meni, pravijo, pucam že celo življenje, pucam, pa se mi zdi, da kar ni konec. In drage moje, ne bo konec. Tega je, mi smo tako zelo multidimenzionalni, naša duša je imela toliko enih izkušenj, za katere je včasih treba narediti popravni izpit, ali pa jih narediti na enem novem nivoju. Živimo v svetu, kjer se stvari nenehno prepletajo, zato je recimo energetska higiena zelo pomembna. Energetska higiena, to je skrb za svojo energijo, za svojo avro, za svoje energetsko telo, skozi zavedanje, kaj se dogaja. Ne? Mi imamo težavo že s fizičnim telesom, kaj se dogaja v našem fizičnem telesu, pa mu ne znamo prisluhniti, kaj šele naši energiji. Ampak predvsem je to tudi zato, ker nas tega ni noben naučil. Šele zdaj v odrasli dobi se lahko pravzaprav začnemo učiti o tem, kaj se dogaja, na kakšen način se dogaja, kako upravljati s tem. Jaz v zadnje čase uporabljam eno besedno zvezo, in sicer čustveni menedžment. S čustvi se enostavno moramo naučiti upravljati, ker so čustva namenjena temu, da nam razložijo, pa povejo, kaj se nam dogaja. Čustva so naš zemljevid za to, kaj se dogaja okrog nas in znotraj nas. Tako kakor če nas pač nekaj boli na fizični ravni, pogledamo, kaj nas boli, pa zakaj nas boli, pa kaj se dogaja, ne. Čustva so pa neprijetna zato, da nas bolijo, zato, da pogledamo, kaj se dogaja. Saj nobeden nima samo prijetnih čustev, zato ker ne živimo v svetu, kjer bi bile same visoke vibracije. So tudi zelo nizke vibracije in te nizke vibracije lahko zelo poškodujejo našo avro ali pa dajo neke programe noter, ki so neprijetni. In energetska higiena je ravno to prepoznavanje tega, kaj se dogaja znotraj našega energetskega polja.
In tako kot 100 let nazaj niso skrbeli za fizično higieno in se nam to danes zdi popolnoma nezaslišano in sploh ne vemo, kako so lahko živeli, če se niso umivali. Tako jaz mislim, da bo čez, ne vem, mogoče 50, 100 let gledali na nas in govorili, kako niso skrbeli za svojo energetsko higieno pa za svoja čustva, kako so dovolili čustveni vampirizem, kako so dovolili, da so se drug na drugem z energijo hranili, kako niso znali sami svoje energije dostopati do svoje lastne energije. In to so vse zelo široka področja, ki običajno zgleda, da so preširoka, da bi imela vpliv na nekaj konkretnega v tvojem življenju. Ampak ravno to zavedanje, ta pozornost, to opazovanje, to spoznavanje, zakaj reagiraš tako, kot reagiraš, kaj se dogaja v energetskem telesu, na kakšen način se stvari odvijajo, to je tisto, kar ti potem pomaga tudi pri tvojih konkretnih težavah. Namreč jaz sem naslovila današnji seminar Avtentične in ženstvene vsak dan, zato ker je to vsakdanje delo, ker je to vsakdanja prisotnost, ker je to vsakdanje spoznavanje tega, kaj se dogaja v konkretnih situacijah. Se pravi, ko pride ena oseba in se z nami pogovarja, ko se zgodi nek dogodek, kako se odzivamo, zakaj se tako odzivamo, da iščemo odgovore, da iščemo, kaj je tisti moj pravi izraz, moj pravi odziv na to, kar se je ravnokar zgodilo. Tako da tukaj se da marsikaj narediti, ozavestiti, spoznati in v bistvu spremembe, ki s tem nastanejo, so običajno pozitivne. Ampak mi se bojimo sprememb. Sprememb se pa bojimo zaradi tega, ker ne vemo, kaj se bo pol zgodilo. Namreč, če jaz poznam mojo trenutno situacijo, jaz poznam moje trenutno življenje, kar fajn mi je, tako pač lepo sem nameščena, sicer kaj me mogoče tišči, kaj ni čist fajn, ampak načeloma vem, za kaj se gre. In tudi moj razum, moj ego, katerega naloga je, da me ščiti pred slabimi zadevami, pred tem, da bi se kaj hudega zgodilo in mi zagotavlja, da preživim, pozna to situacijo. Če pa se zgodi nekaj, kar mu ni znano, se kaže nekaj, kjer pa nima rešitev, sproži dobesedno ta občutek strahu, ker nima rešitev, ker nima znanja, ker nima vedenja, ker nima nečesa, na kar bi se oprijel za tisto novo situacijo. In zato v bistvu se mora nekaj zelo intenzivnega običajno zgoditi, nekaj nas mora fejst kresniti po glavi, da naredimo spremembo. Jaz se že zadnjih nekaj let sprašujem, oziroma jaz se že kar dolgo sprašujem sama sebe, koliko me mora boleti, koliko mi mora biti neprijetno, da naredim spremembo in kdaj lahko grem zavestno v spremembo, že ko vidim, kam stvar pelje. Že ko vidim, da mi postaja nekaj, kar neprijetno, da mi nekaj ni všeč, kako lahko naredim spremembo in pogledam z drugega zornega kota, pogledam z novega vidika, reagiram na drugačen način, da lahko to potem, da ne pride sploh do tega, da bi mi bilo težko, da bi bilo neprijetno. In to je tisto, kar zahteva vsakdanjo pozornost. In zato ni veliko ljudi, ki bi bili pripravljeni to narediti, ker je to delo. Delo na sebi je dobesedno delo. Ne moreš ga preložiti na druge. Ne moreš tega preložiti na to, da se bo zgodilo nekaj, kar bo tebi olajšalo to delo. Da bojo otroci zrasli, da se bo mož spremenil ali pa partner spremenil, da se bo služba, šef, sodelavci, da se bojo spremenili, da bo, ne vem, z neba padla neka vreča denarja, ki ti bo olajšala vse skupaj. Vedno prelagamo na druge nekaj. In čakamo, da se bo zgodilo nekaj, da bo nam lažje. Resnica pa je, da je nam lažje samo, ko mi spremenimo svoj odziv, ko mi spremenimo svoje zavedanje, ko mi ozavestimo svoje prepreke, svoje ovire. In to je možno narediti ali pač skozi en dolg proces samoučenja, ali pa skozi v bistvu nek program, ki ti ponudi pomoč, vodenje
nekoga, ki je mogoče nekaj korakov pred tabo. Tako da vedno je fajn imeti nekoga, ki te pelje skozi proces, a ne, enega vodnika, enega mentorja, nekoga, ki ti pomaga. In ko sem imela videoserijo z 8 ženskami to poletje, jaz upam, da ste to videoserijo gledale. Tista, ki jo mogoče še ni, je nad temle videom link. Tam, ko piše Avtentične ženske, samo klikneš, vpišeš svoj email in dobiš dostop do te videoserije. Vse te ženske so imele svoje učitelje, so imele svoje mentorje, so imele svoje pomagače na tej svoji poti odkrivanja sebe in skozi to so potem odkrile, da so tukaj zato, da tudi drugim ženskam pomagajo. In to je tisto, kar je najbolj pomembno, da ob tem odkrivanju sebe, ob tem, ko ugotovimo, katere stvari delujejo, da to delimo z drugimi, da skozi lastno delovanje navdihnemo druge, da je možno. Da v bistvu nekdo pogleda pa reče, okej, ne, zdaj pa vidim, da si nekaj naredila, da ti je lažje. Običajno je to, kaj delaš, kar želiš. Zdravje se vrne, odnosi se izboljšajo, samozadovoljstvo se izboljša, ljubezen do sebe zraste, a ne, ko začnemo odkrivati, kaj je tisto resnično naše. In potem je cel žur, ne, potem življenje postane zabavno, zato ker te začne zanimati, kaj še lahko odkriješ. Začne te zanimati, kaj se zgodi, če izbereš eno opcijo, če izbereš drugo opcijo. Vse te stvari se začnejo tako ful fajn premikati. In to je ena taka zelo zabavna pot potem, ki jo pa vsak doživlja na svoj način. In ni tega, da bi lahko kopiral nekoga. Vsak je unikat. In jaz sem imela, kakšno leto nazaj sem imela to srečanje sama s sabo, namreč ko sem jaz sem veliko tudi delala z mentorji, programe, informacije, šolanje, vse to ogromno enega znanja. In potem sem se zasitila s tem, dobesedno, in sem mogla iti vase in reči, okej, kaj pa od tega resnično vibrira z mano? Kaj je to res tisto, kaj je od vsega tega tisto, kar meni odgovarja, kar jaz čutim, da je usklajeno z mano, da je sinhronizirano z mano. In potem sem šla in sem začela delati samo tisto, ne glede na vse, kar sem se še dodatno naučila. In zame je bilo to ta del moje avtentičnosti, s katero se jaz fantastično počutim. In če delam nekaj, kar s tem ne vibrira, potem se ne počutim dobro. Potem se moram vprašati, ali bom to še naprej delala, pa se ne počutila dobro, ali bom naredila nekaj, kar vem, da vibrira z mano. Zdaj seveda so tukaj vedno neki izzivi, vedno gremo naprej, a ne, ker če bi ostajali na istem, ne rastemo, a ne. Bistveno je pa, da rastemo v tej naši unikatnosti. Kako daleč lahko gremo, kako lahko še sebe izboljšamo, a ne. Velikokrat se mi zdi, da se ljudje preveč sprijaznijo s tem, da je kar dobro. Vprašaš nekoga, kako si, pa v redu. Kako v redu? Zdaj, a si odlično, da ima malo to eno lestvico, a ne, da ni vse tako ravno, da so ups and downs, ker to je pol zabavno, a ne. Če greste v zabaviščni park, greste na roller coaster, ki vam dvigne adrenalin, ne, ki vas je strah, ki kričite od groze, ampak ko pridete dol, rečete, gremo še enkrat. Ne. Tako da tukaj je velikokrat pomembno, da se ne zadovoljimo s tem, da gre vse samo naravnost. Tako da malo preverjam, zdaj moramo vmes malo preveriti, a zadeve delajo ali ne, meni je malo zablokiralo. Tako da, in to je tisto, kar jaz želim tudi učiti naprej. Jaz vem, kako uživati v življenju na svoj način. Vsaka
odkrije, kako lahko uživa v življenju na svoj način, ampak treba si je dovoliti. In velikokrat, oziroma vedno, skoraj, pridem do tega, da je vzrok za to, da ljudje si ne dovolijo uživati, to, da so čustveno zaprti. Da čustva, ki jih čutijo, da si ne dovolijo teh čustev izražati. Čustev si pa ne dovolimo izražati takrat, ko ne znamo z njimi delati. Zato, ker v resnici se želimo izogniti neprijetnim čustvom. Neprijetna čustva so pač neprijetna, so na nek način tako, kot pač sem prej rekla, telo, če nas zaboli, ga znamo slišati, pa se začnemo z njim ukvarjati. Čustva so pa isto, samo da so na energetski ravni. Neprijetno čustvo nam pove, da nekaj ni v redu in da je treba to razrešiti. Ker pa mi jih nočemo slišati, jih pa ignoriramo in zapremo, zatremo, otopimo. Ampak fora je v tem, da ne moramo selektivno čustev zapreti, otopiti, ignorirati. In ko pride na drugi strani eno veliko veselje, eno veliko navdušenje, vemo, na nezavedni ravni vemo, da če se bomo temu velikemu veselju in navdušenju odprli, se bo odprl tudi dostop do tistega neprijetnega. Tega pa nočemo. In zato si ne dovolimo niti teh dobrih čustev v resnici izkusiti. Tako da te stvari se vse da naučiti. In jaz ne bom rekla, da sem odkrila že vse načine, ker jih nisem, ampak sem pa odkrila načine, ki so dovolj konkretni, da dajejo rezultate. Da ženskam zažarijo oči. Namreč jaz vse, kar delam, sem ugotovila, moja tista glavna motivacija je to, ko vidim, ko ženska pride prvič k meni s težavami, in potem kako skozi proces odkrivanja sebe, iskanja svoje avtentičnosti na en tak lep ženski način, skozi sprejemanje, skozi ljubezen do sebe, skozi blagost do sebe, začne odkrivati res tisto svojo pravo naravo, začne odpuščati zamere, začne urejati odnose in ji začnejo oči žareti. In te žareče oči, to, ko se prižgejo te lučke v očeh, to je tako, to je tak užitek. In ko vem, da taka ženska hodi naokoli in sije in žari in pomaga drugim, takrat sem jaz svoje delo opravila. In zato iščem vse sorte načine, kako pomagati, da res vsaka ženska lahko zažari, da ji začnejo žareti oči. In ena od teh pomoči je avtentična Yin akademija. V avtentični Yin akademiji sem jaz združila vse svoje znanje in meni je zelo, zelo všeč, da je to skupina, majhna skupina, do maksimalno 10, ker znotraj tega se vzpostavi ena čudovita skupinska dinamika, podpora, odpremo se drugi in jaz lahko res predam vsa tista znanja, ki jih imam, ki jih sproti doživljam, vse svoje izkušnje in vse tisto, kar lahko potem pomaga naprej. To je strukturiran program, tako da ni nekaj, da bi kar malo bluzili. Vse to, o čemer sem danes govorila, vsega tega se učimo. In moduli so zasnovani tako, da res se pokrije vsa področja. In dejansko, ko ti izboljšaš eno področje, se to začne poznati tudi na drugih. Se pravi, ti lahko imaš težave s financami, ampak ko dvigneš vibracijo svojo, ko odkriješ določena prepričanja, ko izboljšaš sebe in sebe v odnosih, se to začne poznati skozi pretok energije tudi na finančnem področju. Ker je boljši pretok v odnosih, ker je boljši pretok na finančnem področju, ker ni več skrbi, ker odpade cel kup ene navlake, se to pozna tudi na zdravju. Tako da, ko greš z enim konkretnim izzivom v globino in začneš razreševati, se to pozna na vseh ostalih področjih. Zato mene v resnici, bom rekla, ne zanima toliko, kje točno ima vsaka izmed vas težavo.
Zato, ker vem, da ko bo to težavo reševala poglobljeno, se bo odprlo toliko enih drugih dimenzij, kjer se bo pretok energije izboljšal, da se dejansko celotno življenje dvigne na en drug nivo. Tako da lahko so težave v odnosih, lahko so tudi finance, ker so povezane z lastno vrednostjo, lahko je to, bom rekla, so določene zdravstvene težave, s tem, da jaz zelo nerada tukaj povezujem, se pravi, kaj je, ne vem, nekdo, ki ima težave bom rekla, s hrbtenico, ne vem, zelo velike hernije in vsega tega, ponavadi ne naredi enega premika, ki bi ga mogel, a ne. In dejansko, ko začne spoznavati sebe, ko odkrije, zakaj tega premika ne naredi, se tudi posledično potem recimo pozdravijo čisto fizični simptomi, a ne. Tako da vse je med sabo prepleteno in povezano. In ko vi začnete dvigovati svojo vibracijo, jo na vseh področjih dvignete, ne samo na enem. Tako da na neki način je čisto vseeno, s kakšno težavo se soočaš, ker ko se naučiš svoje čustvenega menedžmenta, ko se naučiš skrbeti za energetsko higieno, ko spoznavaš svojo multidimenzionalnost, ko stopaš v svojo žensko energijo, ki je sprejemanje, se dejansko stvari spremenijo na vseh področjih, a ne. In to je praktično garancija, ki jo jaz lahko dam, a ne. Tako da tisto, s čimer v bistvu se dejansko stvari spremenijo, je, ko spremeniš zorni kot. Tako da, če rabiš spremeniti zorni kot v svojem življenju, verjemi, da v Avtentični Yin akademiji ga boš za 360 stopinj in potem se sama odločiš, na kateri stopinji ti je najbolje. Če veš, da je treba nekaj spremeniti, ne čakati, da bo prepozno. Velikokrat ženske rečejo, joj, še tole naredim, še ono naredim, še tole rešim, zdajle sem v takih težavah, zdajle se soočam s temi izzivi, zdaj ne morem, bom pol prišla, ko bo boljše, ko se bom postavila, ko bom ven iz težav. To je tako, kakor če pokličemo zdravnika pa rečemo, joj, jaz sem zdajle toliko bolana, toliko bi rabila vašo pomoč, ampak bom najprej se pozdravila, da bom lahko do vas prišla, pa ko bom zdrava, se bom pa k vam prišla. Tega z zdravnikom ne rečemo. Nikoli ne rečemo, ko bom zdrav, pa pridem k vam na pregled. Vedno pridemo takrat, ko imamo težavo, ko nekaj ne štima, a ne, zato da se vzpostavi ravnovesje. Tako da ne čakati, da bojo težave minile, pa boste pol začeli delati na sebi. Ravno takrat, ko imate težave, je najbolj smiselno delati na sebi. Zato, ker se bojo te težave na drugačen način razrešile. Delovati z žensko energijo, večina žensk je v moški energiji, in šele, ko spoznajo žensko energijo, se lahko odločite, v kateri energiji, na kakšen način boste delovali naprej. In kdaj boste uporabili moško energijo znotraj vas, zato da boste nekaj dosegli, in kdaj boste uporabili žensko energijo znotraj vas, zato da boste znali sprejemati, da si boste dovolili, da se stvari spremenijo. Spoznati svojo multidimenzionalnost, to pomeni svojo večplastnost, dušo, višji jaz, čustva, mental, zaznati vse te energetske nivoje. In skozi vse to, ko začnete spoznavati, koliko je tega, kaj vse imate vse, kaj vse je del vas, kako znate lahko na drugačen način, z ene višje vibracije, takrat začnete tudi sebe imeti rade na drugačen način, se začnete spoštovati, začnete videti z drugačnimi očmi, svojo lastno vrednost začnete na drugačen način dojemati, ne. Tako da v partnerstvu se potem lahko odnos postavi na nov nivo, zato ker ženske smo tiste, ki nekaj premaknemo, avtomatsko potem tudi teče k našim partnerjem. So sicer bolj počasni, bolj stopicljavi, če se znaš v svoji ženski energiji umiriti, lahko to sprejmeš, da je bolj počasna. Tako da cel kup je enih zadev, ki se da. Tako da tiste, ki vas zanima,
lahko v bistvu dobite, celoten program ali pa se naročite k meni že na en tak, pogovor. Namreč za vsako, ki želi priti v Avtentično in akademijo, se jaz zelo rada usedem pa pogovorim, zato da vidim, kdo prihaja, da vidim, kakšna je energija, kje je kakšna je stopnja, da mogoče, če se mi zdi, da ni ustrezno za Avtentično in akademijo, predlagam tudi kaj drugega, tako da nič ne boli, a ne, lahko je preko Skypa ali v živo. In, če gledate na Facebooku, imate na vrhu, te strani oziroma na vrhu okenca pošlji sporočilo oziroma send message, odvisno, v katerem jeziku, imate Facebook nastavljen, jaz ga imam v angleščini. Tak moder gumb je. Tak moder gumb je, in če kliknete, je danes pripravljena moja virtualna asistentka Anja, da vam pomaga ali da vam pošlje program akademije, se pravi vseh 13 modulov, ki so, ali pa da, v bistvu se dogovorite že za termin v naslednjem tednu. Namreč za Avtentično in akademijo začnemo s 1. oktobrom, ko je že prva celodnevna delavnica. 2 dni prej, v četrtek, 28. septembra, bomo imele pa prvo online srečanje, ki je namenjeno bolj tehničnim zadevam. Zato ker, Avtentična in akademija je sestavljena iz 5 celodnevnih delavnic in pa iz 10 online srečanj, ki so pa v živo. Se pravi, se dobimo na, spletu, na Skypu, Google Hangoutsu, vsa ta tehnologija nam običajno služi, in gremo skozi teme, najprej neka teorija, a ne, oziroma, neka snov, potem je pogovor glede na to snov, pa potem, kakšna vprašanja za nazaj, tako da se ustvarja v bistvu tudi ena skupnost, in to so taka luštna tedenska srečanja ob četrtkih zvečer, ki se tudi snemajo, tako da je potem posnetek na voljo za vse, ki se udeležite akademije. Potem imamo svojo zaprto Facebook skupino, znotraj katere tudi, debatiramo, klepetamo in se podpiramo, zato da držimo, ker v vsem tem času energijska, skupina, deluje kot ena energijska celota in se dejansko podpiramo drugo, da grejo stvari lažje. Tako da to lahko kliknete in se pogovorite z mojo Anjo. Jaz imam pa pripravljeno, eno tako kratko, en tak kratek video, namreč z udeleženkami 3. generacije oziroma z diplomantkami 3. generacije Avtentične in akademije sem posnela take kratke pogovore, v katerih so svoje mnenje oziroma vtise o akademiji delile z mano in z vami vsemi. In na spletni strani akademije so tudi drugi pogovori, z Romano, ki jo boste zdajle slišali, nje pa še nisem uploadala gor na stran, zato vam jo želim zdaj predstaviti. To je ena čudovita gospa, ki je prišla v bistvu prav iskat sebe. In ko je prišla prvič, je rekla: "Jaz bi rada čutila energijo. Jaz vem, da neka energija obstaja, vem, da je, ampak jaz tega ne čutim in ne vem, kaj to je." Kaj se je pa zgodilo, boste pa videli zdaj. Jaz upam, da bo zvok. Zorni kot na marsikatero stvar se spremenijo. Sama sebi znam pomagati, se znam s kakim strahom, s kakimi izzivi drugače, kako stvar transformirati, energijsko se znam napolniti, ko čutim, da sem ne najboljše energijsko, da mi zmanjka energije, si znam pomagati. Znam tudi dati to, kar jaz potem dobim v sebe, da lahko dam, tudi komu drugemu pomagam, lahko kaj predajam, tako da, pa da nisem sama v tem fizičnem svetu. Meni je bilo to predvsem tisto spoznavati, pa odkrat si govorijo toliko enih pa čakre, pa energije, pa drugi svetovi, mislim, druga telesa. No, zdaj sem jih pa začutila tudi v bistvu, tudi sebi dovolila pretok energije, kaj ta čutenja, ki prej nisem. Tudi če samo prebereš, pa če samo nekaj nekaj, sem pa v bistvu občutila to. Ko to spoznaš, kako lahko ženska v tej ženski energiji dela, je res lepo. Evo, takole. Romana je delila to, kar se je dogajalo.
z njo, oziroma kaj je spoznala. In jaz sem bila letos tako, vem, da gledate te moje drage dame iz tretje generacije. Res sem vam hvaležna za to, da ste delile z mano vse te vtise iz akademije, in da ste tako odkrito govorile tudi o tem, kaj se vam je dogajalo, ker ste dale meni en tak boost tudi samozavesti, da sem vam res hvaležna. In tako nekako imam nov zagon in novo voljo delati naprej in z novimi skupinami in tudi moja vizija je, da ustvarim eno skupnost žensk, ki ste prebudile svojo esenco, ki poznate svojo veličino in da se začnete med sabo povezovati, spoznavati tudi, vem, da bo prišla ta prava ideja in ta pravi trenutek za kdaj vas vse skupaj povezati, vse skupaj spraviti, zato da pridete do tega, da najdete svoje pleme, ne znam zdaj drugače reči, svojo skupnost, ker ženske to rabimo. Ženske se rabimo povezovati, rabimo se podpirati, rabimo sodelovati. In velikokrat slišim od tistih sploh, ki pridejo na individualno, da nimajo nobenega, s komer bi se lahko pogovarjale o vsem tem. In moja ideja in moja vizija je, da ustvarim skupnost, kjer se lahko pogovarjate o vsem, o tem, kako delati z energijo, o tem, kjer vas noben čuden ne gleda, ko začnete govoriti o svojih, ne vem, strahovih, o svojih vizijah, o tem, kako čutite svojo dušo, kaj vam govori, kje so prepreke, da je isti jezik, ki ga govorimo. Tako da to je tisto, kar želim na dolgi rok in kar je moja vizija, in srčno upam, da se v tem tudi najdete tudi vi, tiste, ki ste že bile na akademiji, tiste, ki ste zdaj tudi vpisane in tiste, ki se še boste vpisale. Tako da, in to, se pravi, ne čakati, da bo vse v redu, ne čakati, da boste razrešile težave, ne čakati, da bo minilo tole obdobje, ko ne veste, kje se vas glava drži, zato ker ravno zdaj rabite pomoč oziroma ravno zdaj je najboljši trenutek, da si dovolite to pomoč in podporo. Tako da, in potem boste videli, ker se bodo težave veliko lažje razrešile, ker boste imele ne samo svojo energijo, svojo vibracijo, ampak celotno vibracijo skupine. Tako da to je ena pomembna stvar, zdaj bi pa rada z vami samo še delila v bistvu. Torej, Avtentična Yin akademija je prostor, kjer se prebujajo speče svečenice in kjer angeli negujejo duše sodobnih boginj. Namreč, ko spoznaš, aktiviraš in neguješ svojo avtentično energijo, se začne zdravljenje tistega res najpomembnejšega odnosa v tvojem življenju, to je tvojega odnosa do same sebe. In se začneš zaljubljati vase, začneš se zaljubljati v to svojo čudovito energijo, v to svojo esenco, svoj yin, in res začneš čutiti ljubezen v vsaki celici svojega telesa. In ko začneš čutiti to ljubezen, potem jo ne iščeš več zunaj pri drugih ljudeh, ampak najdeš svoj vir, iz katerega se vedno lahko napolniš. In potem lahko polniš tudi druge. In to je tisto, kar se da naučiti in izkusiti. Namreč velikokrat vemo, da velikokrat razmišljamo, ampak šele ko izkusimo, postane to naše notranje vedenje. In takrat v bistvu lahko začneš reagirati in kreirati življenje iz tega notranjega vedenja, in to na način, da lahko v njem uživaš na tvoj način, zelo lahkotno. To se sliši zelo tako, skoraj nemogoče, ampak ni. In to tudi ne pomeni, da težave izginejo. Ampak ko najdeš sebe, ko najdeš svoj namen,
rešuješ težave iz svoje veličine in so čisto drugačni rezultati, drugače se lotiš, z drugo zavestjo. Ne reagiraš več iz enih notranjih prepričanj, ampak reagiraš iz enega sočutja, reagiraš iz ljubezni, reagiraš v bistvu z enim sprejemanjem in to ljudje na drugi strani čutijo in običajno niti ne zganjajo takšnih kravalov, kakor se dogajajo v vsakodnevnih dramah. Tako da, in to v bistvu, ja, da se naučiti in jaz sem zdaj, ne vem, 10-15 let zadnjih iskala načine, kako konkretno lahko, katere konkretne tehnike, katera konkretna znanja, orodja mi lahko pomagajo, da lahko te vsakodnevne zadeve rešujem na tak način. Tako da 4 mesece intenzivnega potovanja, to je res intenzivno potovanje, zato ker se vsak teden se slišimo v online skupini oziroma Master Yin Circle srečanje, jaz rečem, se pravi, mojstrice Yina se srečamo v krogu, sicer virtualnem krogu, kjer predebatiramo določene teme. Jaz povem neko teorijo, tisto, kar pač podajam, in potem to predebatiramo, si izmenjamo mnenja, vsaka najde nekaj zase, svoje aha momente. In tako gre iz tedna v teden. Potem se pa dobimo na 5 celodnevnih delavnicah, kjer pa res konkretne vaje delamo, kjer rešujemo konkretne zadeve, tako da dobite veliko domače naloge, pregledamo določene zadeve, prav vaje delamo takšne za zaznavanje energije, za različne načine delovanja, tako da res uporabne zadeve, konkretne zadeve, ki jih lahko potem uporabljate doma. Mentorska podpora v času trajanja akademije v zaprti Facebook skupini je tudi del tega, ta skupina naredi tisti pomemben dodatek, ker podpre vse skupaj, tako da nisi sama pri reševanju težav, ampak te cela energija skupine podpira. Tako da zato se lahko veliko stvari zelo intenzivno in hitro razreši. In seveda to v bistvu, ker je veliko energije vložene, tudi z moje strani, jaz z vami diham in čutim in delam in sanjam vas in vse sorte se dogaja, ker grem skupaj skozi rast vsake skupine, je zato potrebna na tvoji strani investicija v čas, energijo in denar, na moji strani pa jaz res dam vse od sebe. Tako da polna cena avtentične Yin akademije je 1440 € ali 5 obrokov po 288 €. Če pa je v enkratnem znesku, pa je seveda, ker imam jaz manj dela in ker je tvoja predanost v bistvu s tem tudi bolj potrjena, je pa malo nižji znesek in to 1144 €. Do 9.9. so določeni bonusi, če se prijaviš na akademijo, in sicer prvi je, da prejmeš Aura Soma konzultacijo v višini 115 €. To je drugače redna cena, to je en tak pogovor z dušo, ki traja 2 uri, kjer res pogledaš v svoje energetsko stanje, v energijo svoje duše in tam vidiš, kje so še izzivi, ki te čakajo, in ko delaš potem s temi energijami, se seveda jih ozavestiš in se te stvari razrešijo, začneš pot v svoj polni potencial. Tako da in vse to se pokaže skozi energijo barv. To je tako ful fajn in do takrat, ko boš prišla na vrsto za Aura Soma konzultacijo proti koncu akademije, boš že čisto navdušena in boš komaj čakala, da prideš še do tega, ker itak že vmes delamo z Aura Soma izdelki, tako da že spoznaš te energije. 5-tedenski online program Čarobna vizionarka v decembru 2017 dobiš kot darilo. Namreč to je en program, ki ga izvajam vsako leto in je plačljiv, tako da to je tvoje darilo, so 4 online srečanja in pa potem ena delavnica v živo. In letos bo prav posebna spet, ker vsako leto je malo izboljšana, boljša, tako da letos bo še toliko boljša in tle v tem programu se pa naučiš, kako manifestirati na ženski način. Zelo zabavna stvar in to potem postavi energije leta 2018.
Tretji bonus, ki ga dobiš, je darilni bon za svetovanje ob izbiri cvetnih esenc v lekarni za dušo. To lahko porabiš zase, lahko komu podariš, tako da tisto, kar se je dogajalo lani, da povsod, kjer sem imela nagradne igre ali pa žrebanja ali tako, ker so bile moje udeleženke z akademije tako na visokih vibracijah, so vedno pobrale vse nagrade. Tako da po vsej verjetnosti to ne bo edini darilni bon, ki ga boš prejela v času trajanja akademije. In pa vsaka udeleženka dobi darilo dobrodošlice, to je knjiga Angelski svetilniki, kjer pa jaz potem dam še eno čisto posebno kanalizirano posvetilo. Tako da to je to, kar se povezuje z akademijo, s temi tehničnimi detajli. Tako da Katja je rekla, da je to ena najboljših investicij, kar jih je naredila v svojem življenju. Tako da se je splačalo, ker je dobila veliko več, kakor je dala, in zato mislim, da vprašanje, a je to veliko ali malo, sploh ni na mestu, ker koliko pa je vredno tvoje fantastično življenje, kjer veliko lažje živiš, kjer se odnosi izboljšajo, kjer se družina lahko na novo postavi. Imeli smo primer, mama pa hči v tretji generaciji sta res spremenili in odnos med sabo in odnos še z drugimi v družini, postavili meje in zdaj tisto, kar pravita, zdaj smo končno družina. Tako da to je ena taka, bom rekla, velika hvaležnost z moje strani, da so ljudje tako močni in da sta si obe dovolili iti skozi ta proces in naredila tiste prave spremembe, ki jih, jaz pravim, verjetno ne bi, če ne bi bila tako močna podpora skupine. Ker je bila res ena lepa skupina in zato tudi skrbim, da se med sabo nekako ujemate, tiste, ki pridete v akademijo. Čeprav za to jaz pravim, angeli itak poskrbijo, tako da meni to ni treba toliko in vem tudi, da bo v tej generaciji na kup prišla ta prava energija, ta pravih žensk, ki boste zbudile svoje žarke in svoje sijoče oči, ki bodo svetile v svet. Tako da pred samim vpisom, preden je to dokončno, se jaz želim pogovoriti z vsako med vami, tako da če še niste poslali sporočila, ga dajte zdaj. Tam tisti moder okenček na vrhu strani, kjer piše pošlji sporočilo oziroma send message, in moja Anja, virtualna asistentka, bo poskrbela, da pridejo pravi podatki, ko bo pa konec seminarja, bom pa jaz še dokončala oziroma poslala tiste maile, ki so potrebni. S tem, kaj dobite? Dobite v bistvu pol urce pogovora z mano, da vidimo, kje ste, kaj se dogaja, da odgovorim še na vaše dvome ali pa strahove, da čim več vprašate. Potem pa pride tudi vsaka, ki se bo vpisala, dobi tudi osebni coaching z mano, se pravi, tisti je pa še posebej, da pogledamo še kakšne individualne stvari, kjer je potrebno narediti premik. Tekom akademije vedno uporabljamo Aurasoma izdelke, tole je Nadangel Gabriel, esence, tole je odprite se sprejemanju. Tako da te stvari uporabljamo, se naučite tudi uporabljati, jaz to razlagam, tako da na koncu veste, kaj so cvetne esence, veste, kaj je energija barv, poznate tehnike, poznate orodja, se pravi, polno ste opremljene za življenje, pol se pa šele začne. Tako da, če želite res narediti en korak v svojo avtentičnost, oziroma ne en korak, kvantni skok v svojo avtentičnost, ne bom nič skromna, kvantni skok v svojo avtentičnost in skočiti ven iz moške energije in se potopiti v globine ženske energije, potem izkoristite vsaj to priložnost pogovora z mano, ker če nič drugega dobite en kažipot, eno usmeritev, kje ste, pa kam v bistvu lahko greste. Tako da, ta ponudba s temi bonusi velja pa za vse, ki danes gledate in se boste danes prijavili na coaching z mano oziroma na ta uvodni pogovor z mano. Tako da bomo malo podaljšali ta rok pridobivanja bonusov, ampak res samo, če se danes prijavite, ko gledate
tale video v živo, to je nagrada za to, da ste bile potrpežljive in da ste zdržale tudi tisti prvi del, ki je bil brez zvoka. S tem bi jaz danes zaključila, ne bom vas več zadrževala v nocojšnjem večeru, za katerega vam želim, da je čim lepši. Lahko me pa seveda pišete na info@manca.si ali me pa pokličete na mojo telefonsko številko 040 888 978. V glavnem, ni me težko kontaktirati, ni me težko najti, zdaj je žogica na vaši strani. Jaz pa se bom namestila in se prepustila sprejemanju. Lepo se imejte, uživajte in čau, čau.